Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Mednarodna smučarska zveza je na svojem 50. kongresu v mehiškem Cancunu soglasno izbrala Planico za gostiteljico svetovnega prvenstva v poletih leta 2020. Planica je kandidirala tudi za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah leta 2021, vendar pa je bil izbran nemški Oberstdorf. Ta je kandidaturo dobil že v prvem krogu, ko je prejel 11 od 17 možnih glasov predsedstva članov FIS. Norveški Trondheim je dobil 4 glasove, Planica pa 2. Na komunali Kranjska Gora so imeli včeraj dan odprtih vrat, kjer so obiskovalci lahko spoznali delovanje in prostore podjetja. Danes smo pripravili dan odprtih vrat ob praznovanju 20-letnice delovanja našega podjetja Komunale Kranjska Gora d.o.o. Občanom in uporabnikom naših storitev želimo predstaviti opremljenost komunale, zbirni center, kompostarno in predvsem sistem nadzora nad kakovostjo pitne vode. Obenem smo vsem obiskovalcem predstavili tudi naš vozni park, opremljenost komunale in predstavili delovanje posameznih dejavnosti. Na Kranjskogorski šoli je potekalo skupno druženje učencev iz Slovenije in Avstrije, kajti na šoli še vedno veliko stavijo na čezmejno sodelovanje. Menijo namreč, da je prav, da se prijateljske vezi s sosednjimi narodi stkejo že zelo zgodaj. Prav tako pa so dobrodošle zaradi učenja tujega jezika. Več o programu Cvetka Pavlovčič z osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Danes imamo prireditev skupaj z našimi prijatelji iz Avstrije, iz osnovne šole pri 7 študencih. Z njimi sodelujemo že 2 leti in danes smo se zbrali na zaključni prireditvi šolskega leta tukaj pri nas v Kranjski Gori. Danes smo pripravili program za starše in pa predvsem za medsebojno druženje, da preživimo popoldan skupaj. Skupaj smo pripravili program tako, da vsi učenci, otroci iz Avstrije in pa naši učenci nastopajo v točkah, plesu, petju, deklamacijah, tako da se povezujemo tudi v programu. S sodelovanjem so zelo zadovoljni tudi Avstrijci. Zdaj že sodelujemo 2 leti z osnovno šolo Josipa Vandota. Mi smo ljudska šola Šentlena pri 7 študencih iz Avstrije in sodelovanje poteka zelo dobro. Družimo se 2-krat na leto in navadno beremo kakšno knjigo ali imamo skupno prireditev. Na prav posebni predstavi pa so se šolarjem kot tudi staršem predstavili šolarji. Pripravili so zelo zanimiv plesno-glasbeni nastop. Ja, res je, danes imamo nastop, pripravili so ga učenci osnovne šole Kranjska Gora. To je plesno-glasbeni nastop od nekako 1. razreda pa do 8. Imamo 3-krat to predstavo, nastop. V dopoldanskem času je to za učence od 1. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda. V popoldanskem času je pa za vse občane Kranjska Gora, pa seveda za starše in za vse tiste, ki radi imajo ples in glasbo. Moram povedati, da je spet prostovoljni prispevki za Anino zvezdico, tako kot vrsto let, in upam, da bomo nabrali prispevke, kako bi pomagali družinam.
Prav posebno kosilo pa so ta teden imeli otroci iz kranjskogorskega vrtca. Za njih so okusno kosilo pripravili kuharski mojstri iz podjetja Hit Alpineja. V podjetju Hit Alpineja smo se odločili, da otrokom predstavimo v prvi fazi poklic kuhar, v drugi fazi pa, da jim pričaramo en polnovreden obrok z raznimi jedmi, tako da po začetni fazi so zelo navdušeni in tudi po obrazih vidimo, da jim tekne. Na jedilniku smo pripravili 2 juhi, ena je bučna juha z lečo in bučnimi semeni, goveja juha za ribano kašo, potem pa so piščančji file z borovimi oreščki in bučkami, telečja rižota s 3 žiti, žulijen zelenjava gomolna, se pravi korenje, koleraba, zelena. Potem smo pripravili tudi polnozrnate testenine s čičeriko in porom in seveda tudi sladice, ki so tudi pisane, od jagodne tortice, mlečnega in sadnega frapeja ter jogurtovo strjenko sadje. Mojstranške ferate že navdušujejo, predvsem pa se v krajih pod Triglavom zdaj trudijo, da bi jih čim bolj spromovirali. No, danes smo povabili na naše ferate prodajne službe Kranjske Gore, Mojstrane oziroma celotne destinacije. Namreč, ko smo naredili en izlet z našim rdečim turističnim avtobusom, je padla ideja, da bi naši prodajniki šli na ferato, da bi jo preizkusili, zato da jo bodo znali tudi prodajati. In kar 17 jih je udeležil današnjega pohoda ali pa plezarije in jaz mislim, da so kar zadovoljni oziroma bodo zadovoljni, ko se bodo vrnili, polni novih izkušenj. Drage gledalke in gledalci, pred nami je še drugi del Kronike tedna, ko bomo prelistali koledar prireditev. Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat bo v sredo ob 17. uri sprejel najuspešnejše učence z osnovne šole 16. decembra Mojstrana in osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Prireditev s kratkim kulturnim programom in pogostitvijo bo potekala v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Na sprejem so vabljeni učenci, njihovi starši, razredniki in ravnateljici. Učenci bodo prejeli tudi simbolična darila. Letos iz vsake šole prihaja po 7 najuspešnejših učencev. V sredo ob 17. uri bo redni letni občni zbor članov in članic Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora in sicer v hotelu Ramada Resortu v Kranjski Gori. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Podjetniška kavica pripravlja brezplačno delavnico Osnove Excela za podjetnike. Delavnica bo v torek 14. junija od 10 do 13:30 minut v prostorih Ragorja na Jesenicah. Vodil jo bo Aleš Stražiščar. V petek ob 19. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani predavanje in predstavitev opreme ter oborožitve gorskih enot Avstro-Ogrske monarhije z naslovom Slovenci v gorskih enotah 1911 do leta 1918. Predaval bo David Švagel. Okrogla miza Poslovanje z Indijo bo v petek med 12. in 14. uro v prostorih Glasbene šole Jesenice. Odprtje stanovanjske soseske Gorenjski Sonček bo v petek ob 14:30 minut na Jesenicah. Od petka do nedelje bo potekal edinstven kolesarski maraton na stičišču 3 držav Alpe-Adria. Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s čebelarskimi društvi tradicionalno organizira Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. V petek bo potekal pri Gregorijevem čebelnjaku v Podkorenu. V soboto ob 19. bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori poletna muzejska noč z naslovom Poslikano pohištvo na Gorenskem. Odprli pa bodo tudi medinstitucijsko muzejsko razstavo Dediščina Rutarjana Stanka Koširja.
Poletni kulturni dan na Pocarjevi domačiji bo potekal v nedeljo ob 18. Pripravljajo lutkovno predstavo Krivopetnica in Zlatorog in odprtje razstave Miti in legende Triglavskega narodnega parka. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imejte se kar se da lepo v teh dneh, ki so pred nami, in se vidimo znova prihodnjo nedeljo. Pa srečno!